Mogoče samo na kratko, kaj je mentor. Izraz v bistvu izhaja iz grške mitologije. Mentor je bil namreč Odisejev prijatelj, ki mu je bila zaupana vzgoja sina Telemaha, ko je šel Odisej v vojno. Mentor, kot piše, je oseba, ki ima znanje, izkušnje in spretnosti ter je pripravljena prevzeti odgovornost za mentorski odnos z mentorirancem, ki potrebuje takšna znanja. Lahko rečemo, da je mentorstvo kot umetnost vodenja in motivacije. Predvsem pa je ključno, da moramo na začetku procesa vzpostaviti nek dober partnerski odnos, vzpostavitev zaupanja. Zagotovo vsak podjetnik vesel, če se njegov projekt prepozna kot perspektiven in je dodatno motiviran, ko dobi sofinanciranje od države. Vendar je s tem denarjem treba delovati zelo pazljivo in premišljeno, če želimo uspeti. Predvsem kot podjetniki moramo biti zelo iznajdljivi. Brez pravih usmeritev, podpore in motivacije lahko podjetniki hitro izgubijo pravi fokus. In tukaj mislim, da lahko mentorji zelo dobro priskočimo na pomoč z raznimi nasveti. Kako izbrati mentorja? Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom si prijavitelji izberejo mentorja iz seznama mentorjev, objavljenega na spletni strani platforme Centra za kreativnost in se tudi udeležijo izobraževanja za izbrane prijavitelje v organizaciji platforme Centra za kreativnost. Mentorji, kdo smo mentorji? Uveljavljeni strokovnjaki z področja kulturno-kreativnega in poslovnega sektorja z ustrezno izobrazbo in ustreznimi delovnimi izkušnjami. Iz referenc mora biti razvidno, da so uspešno mentorirali oziroma usposabljali vsaj eno podjetje ali projekt z področja kulturno-kreativnega sektorja v zadnjih 5 letih. Najbolj pomembno pa je, kar vam priporočam, da si izberete mentorja, ki deluje na vašem področju. Izbrani prijavitelji bodo morali pred podpisom pogodbe o sofinanciranju obvestiti ministrstvo glede načina mentoriranja in hkrati utemeljiti izbor mentorja ter predložiti podpisano pogodbo z mentorjem, ki je tudi predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju izbranega prijavitelja z Ministrstvom za kulturo. Sodelovanje z mentorjem je tudi eden izmed kazalnikov za spremljanje uspešnosti operacije. Naloge mentorja. Cilj programa mentoriranja je, da izbrani prijavitelj s svojim projektom uspe. Tega se moramo vsi zavedati, tako vi kot mentorji. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem. Zdaj, najbolj pomembno je, da se dela svetovanje, prenos znanj in izkušenj na podlagi individualnih srečanj. Tako se tudi bolje povežemo med sabo, spoznamo, veliko je potrebnih kavic, veliko je potrebnega nekega razmišljanja out of the box, da dobimo čim več inovativnih idej, kako naprej. Nadgradnja kompetencij, spodbujanje vseh aktivnosti, da projekt uspe, svetovanje pri strateških odločitvah, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja. Tu je najbolj pomembno seveda mreženje, tako da treba se udeleževati dogodkov. Z mentorjem je treba iti na kakšne sestanke, da vam predstavijo ljudi, ki jih poznajo. Le tako bo podjetje napredovalo. Pomoč pri širjenju tržišča, doseganju ciljnih skupin in plasiranju novih proizvodov in storitev. Še nekaj o mentorskih urah. Zdaj, kot vemo, na javnem razpisu izbrani prijavitelji morajo opraviti obvezno minimalno število mentorskih ur za posamezen sklop. Sklope so vam že prej predstavili, se pravi, za prvi sklop A1 je potrebnih 20 mentorskih ur, za A2 30 in za A3 20 mentorskih ur. Po izboru mentorja se sklene pogodba o sodelovanju med mentorjem in izbranim prijaviteljem, v kateri opredelita število ur mentoriranja, ceno in druge pomembne elemente pogodbe. Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega dogovora, drugače pa cena mentorske ure lahko znaša največ 35 € neto, da je upravičeni strošek. Mentor ves čas spremlja napredovanje in ob vsakem zahtevku za izplačilo izda poročilo o izvajanju projekta.
Ukolikor izbran prijavitelj oceni, da je zanj mentorstvo potrebno in želi opraviti več kot zgoraj določen obvezen obseg mentoriranja, lahko te stroške krije sam. Ob zaključku projekta mentor odda poročilo o opravljenem mentoriranju Ministrstvu za kulturo in platformi CZK. V primeru neizpolnjevanja teh ciljev in kazalnikov projekta skladno s pogodbo o sofinanciranju se pogodba o sofinanciranju z izbranim prijaviteljem prekine in v tem primeru mora izbrani prijavitelj za prejeta sredstva denar vrniti. Operacija Zgodbe Slovenije, o tej zgodbi je prej govoril Gregor, fantastični Gregor je zdaj z nami nazaj. Razvoj novega turističnega produkta krožnih glasbenih turističnih izletov smo oblikovali skupaj. Moja zgodba, kot sem že omenila, je Gregor lansko leto s tem projektom pridobil denar za razvoj teh produktov. Projekt je bil zelo zanimivo zastavljen, vendar smo z Gregorjem in ekipo zelo hitro ugotovili, da ne vemo, komu in točno kako bi te izlete prodajali. To so izleti z visoko dodano vrednostjo in zaradi tega tudi niso cenovno konkurenčni. Gregorju sem zato pomagala navezati stike z ljudmi iz turistične industrije, s kolegi, ki se ukvarjajo z organizacijo izletov in tudi z njihovo pomočjo smo prišli do rešitve, kako in za koga bi te izlete oblikovali. Nastali so specifični produkti, namenjeni točno določenim ciljnim kupcem, sledila je priprava poslovnega načrta in strategija trženja in prodaje. Veseli me, da je tudi z mojo spodbudo prišlo že do prvih prodajnih pogovorov s poslovnimi strankami. Predvsem bi tu rada poudarila, da je za podjetje ključnega pomena, da je produkte in storitve sposobno prodati. Saj bo drugače ves trud zaman, pa naj bo ideja še tako dobra. Zato je zelo pomembno, da tudi mentor opravi svoje delo in pripomore s svojimi izkušnjami in znanjem k uspehu projekta. Na koncu bi vas še rada opozorila, da imajo vsi mentorji na konferenci pripete značke oranžne barve in bo po kosilu čas za mreženje, kjer se bodo lahko prijavitelji z nami spoznali in nas kaj vprašali. In kot pravi pregovor, v slogi je moč. Hvala.